In naenkrat se nabere teh dolgov lahko za kar nekaj 100 evrov in je potem slaba volja, ko dobiš recimo plačo, pa rečemo 10., 18. imaš pa trajnike, ne? In že veš, da ti bodo takrat trajniki pojedli, ne vem, lahko polovico ali celo več plače, ne? Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Živjo, Ana. Pozdravljena. Pa smo spet tukaj. Res je. Ful sem vesela, da si se še enkrat odzvala na povabilo, tako kot smo napovedali, da še malo predebatiramo o teh financah. Z veseljem. Tako da po moje se jaz danes spet prelevim v nekoga, ki ga zanimajo finance, nima nekega znanja, malo se še lovi. In pa bi bilo moje prvo vprašanje, pred mano en večji nakup, koliko se ga lotim? Ja, pravilno bi bilo, da bi se ga lotili že prej, ne? Z načrtom, se pravi, da bi že danes vedeli, kdaj ta nakup bo, koliko je vreden, koliko mesecev imamo do tja, in bi to razdelili, ne, na te mesečne zneske in bi seveda začeli varčevati. Ampak to jaz temu rečem, da to je teorija, v praksi pa vsi vemo, da jih 90%, če ne še več, ne načrtuje tega naprej, ampak seveda posežemo po tistem, kar je seveda morda najpogosteje, in to je posojilo. Tako da tukaj bolj morda potem na mestu, ne, vprašanje, kako se lotiti neke zadolžitve, katera je varna, katera ni tako varna. In mogoče za začetek povem, da mi zelo radi povemo, da ločimo med zdravo pa nezdravo zadolžitvijo. In da je zdrava zadolžitev tista, kjer rešujemo recimo nek stanovanjski problem, ali pa zadolžitev, s katero bi si povišali prihodke na način, recimo, da bi kupili neko opremo, da bi kupili nek stroj, skratka, neko orodje, s katerim bi lahko več zaslužili, recimo, ne. Tako da, ali pa neko investicijo, ki bi nam prinesla več, kolikor bi bil pa naš vložek. Vse ostalo, pa naj se sliši še tako neprijetno, je pa tako imenovano nezdrava zadolžitev. Okay. In sem sodijo zelo pogosti limiti, pa kreditne kartice, pa gotovinski krediti in tako naprej, ne. In to vse je pokazatelj tega, da kupimo tisti trenutek nekaj, kar si v resnici ne moremo ravno privoščiti. Pak, ja, kot se to sliši, res ni tako zdravo. Ja, predvsem je nevarno, ko dobim tudi kakšna vprašanja, ne, zakaj obročno odplačevanje ni priporočljivo ali pa kaj je tukaj tako nevarnega. Vedno zelo rada opozorim na to, da ponavadi ne konča zgolj pri enem posojilu ali pa pri eni kreditni kartici. Da enostavno ljudje, ko enkrat posežemo po tem, ne moremo kar tako čez noč iti ven. Ne, že če pogledamo neke limite, ki nam jih dajo, ne vem še, ko smo v času študija recimo, ne, nam pripada nek redni limit. In jaz sama priznam, ko sem bila stara, ne vem, 19 let, ne, ko sem pravzaprav bila že zelo samostojna, odvisna sama od sebe, ja, če si nisi mogel drugega privoščiti, si posegel tudi po teh 200 evrih rednega limita, ne. Pa je prišel prav, ja. Ja, in je prišel prav, ampak ni pa prišel prav takrat, ko si vedel, da ga moraš vrniti, ne? Ker ti je bilo vsak mesec to narediti odveč. Ne? In potem začneš lahko s tem in zdaj nadaljuješ s kakšno kreditno kartico, se zaposliš, ti banka ponudi višji limit, wow, rečeš super, ne? Saj bom nekoč vrnil, ne? In potem, ko enkrat zapadeš v to, temu dodaš še kakšne trgovske kartice, ki ti omogočajo nakup, recimo enkrat mesečno plačilo, ne? In naenkrat se nabere teh dolgov lahko za kar nekaj 100 evrov. In je potem slaba volja, ko dobiš recimo plačo, pa rečemo 10., 18. imaš pa trajnike, ne? In že veš, da ti bodo takrat trajniki pojedli, ne vem, lahko polovico ali celo več plače, ne? In naenkrat se znajdeš v tistem krogu, ko si rečeš, joj, se meni vseeno, itak plačo dobim, jo imam en teden, pa praktično ne čutim več. Tako da zato je to nevarno. Ko enkrat zapadeš v to, ne, samo rečem, zapadeš lahko v to podganjo dirko, ker kar ni in ni, a ne, potem izhoda iz tega kroga ven. Res je, ja.
Pa, ko si nekdo reče, aha, bomo dali eno stvar na obrok, ja, pa se še lahko eno, pa še eno. Ja, točno tako. Ne? In če recimo sama v praksi, kar res pogosto vidim, največkrat imajo ljudje res, če že imajo, seveda, ali nimamo nič, če pa že imamo, pa ponavadi res kombiniramo. In imamo limite, kakšno kreditno kartico, plačilo na obroke, tiste brezobrestne, recimo, ne, češ, kakšni telefoni, Ja. pa zavarovanje avtomobila, ne, pa mogoče tudi celo nepremičnine in potem še kakšen drug nakup, ali je to računalnik, ne, in hitro se potem to malo res nabere. Ne. Kaj pa, če greva na kredite? Kaki so zdaj trenutno najpogostejši? Ja, gotovo so najpogostejši bili in tudi vedno bodo in tudi najbolj interesantni, če tako gledamo, so to stanovanjski krediti. Zdaj v zadnjem, lahko rečemo, mesecu, je zelo veliko govora o stanovanjskih kreditih in na splošno o nepremičninskem trgu. To pa že celo dlje kot zadnji mesec. In seveda se marsikdo sprašuje, imamo na eni strani regulativo, Banke Slovenije, ki je bila, ki se zdaj malce sprošča, češ, da bodo lahko tudi tisti z nižjimi prihodki prišli do stanovanjskih posojil, obenem prihaja do tega, da bo država jamčila z mladim kot neke vrste poroštvo in tako naprej. In seveda imamo pa na drugi strani zelo drage nepremičnine, kjer ni videti tega konca, in samo čakamo, skozi govorimo o nekem balonu, ampak seveda nihče ne ve, kdaj bo ta počil. In po drugi strani, ali oziroma tretji strani, imamo pa potem še dvig obrestnih mer, kjer vemo, da se počasi višajo. Tudi to je prisotno že na slovenskem trgu. Nekatere banke že zaklepajo, če tako rečem, te ugodne fiksne obrestne mere, te se višajo. In seveda ljudje ne vedo, kako ustrezno reagirati. Tako da stanovanjski krediti, kakorkoli mislimo, da je to nekaj enostavnega, da gremo pač na par bank, dobimo nekaj ponudb, se mi pa vemo, koliko kredita potrebujemo, oziroma celo vprašamo banko, koliko ga lahko dobimo, in potem se banka pa že ve. To ni tako enostavna zgodba, mogoče, kot sem si mi to zamislila, ker gre za dolgoročne posle, navadno 20 let in več. Bodimo iskreni, kdo pa si lahko danes privošči nek kredit na dobo 10 let ali pa 15, zelo pogosto posegamo še po višjih dobah, in je na to potrebno biti zelo dobro pripravljen. Kako pa si lahko dobro pripravljen? Ja, dobro vprašanje in prvo zlato pravilo je, kar smo že govorili v prejšnji, če rečem oddaji, je to, da enostavno rabimo imeti vse te 3 vreče zelo lepo razporejene. In hkrati zelo dober imeti nadzor nad našim denarjem. Ker če takrat nismo točno razumeli, zakaj je to tako pomembno, bomo morda to razumeli danes. Ker od tega, kam gre naš denar, moramo vedeti, kakšen pa je tisti okvir, ki si ga mi lahko privoščimo. In obstajajo nekaj pravil in eno izmed njih je, da če imamo mi skupaj s partnerjem ali pa družina ali pa sami na voljo za neko bivanje maksimalno 30%. In to torej pomeni od zaslužka in to pomeni, če dobimo na račun 2000 evrov, enostavno to pomeni, da več kot 600 evrov ne sme biti strošek bivanja. In ko me ljudje vprašajo, to pomeni, da to je obrok kredita, ne nikakor, ampak to pomeni, da je znotraj tega zneska tako obrok kredita, kot strošek elektrike, kot upravnika, če smo v stanovanju, kot recimo komunale, itd. Vse, kar pride zraven. Vse, kar pride zraven. Ker zakaj je to zelo pomembno? Ja, ker če bomo šli tukaj čez, dajmo si predstavljati, da je naša obremenitev samo, 50%, samo obremenitev s kreditom. Ja, kam bomo prišli, če dodamo še ostale stroške? Ne moramo preživeti.
In sama tukaj moram na tem mestu priznati, da pred leti, ko je prišla ta regulativa strani Banke Slovenije in je bil nek tak, bom rekla, boom, strani tako medijev, kot mogoče prebivalcev, v smislu, kdo bo pa zdaj dobil kredit še sploh, kako si lahko to dovolijo, če tako rečem. Ampak dajmo si pogledati te zadnja 3 leta, kaj se dogaja. Imeli smo krizo, ki je veliko ljudi ohromila in sama si samo rečem, hvala Bogu, da je do te zaostritve prišlo, ker drugače si ne predstavljam vseh teh ljudi, ki bi se takrat zadolžili pod vse te meje, ki bi danes bili. Ogromno bi jih bilo na cesti. In bilo ogromno žalostnih zgodb. In na drugi strani, jaz vedno rečem, dajte se sami vprašati. Sama sem imela že velikokrat priložnost govoriti z mladimi, recimo pari, pa rečemo 27 let starim parom, ki pride in se res reče, res se želimo seznaniti, kako se varno zadolžiti. In vedno mi je bilo zanimivo videti, kako recimo, pa rečemo, da sta imela skupaj 2000 evrov prihodkov. In ko sta ona dva rekla, midva pa veva, da bi lahko imela 700 evrov obroka. In ko sem vprašala, super, koliko ste pa do danes dala na stran, je bil navaden odgovor nič. Ali pa koliko imata na strani, je bil navaden odgovor nekaj 1000 evrov. In ko se vprašaš, kako pa ti zdaj si prepričan, da boš naslednjih 20, 25, 30 let dajal toliko na stran, navadno rečejo, potem posameznik, se nama ne bo problema. Ampak, a smo res tako zelo prepričani, da to ni tak problem? Ja, nikoli ne veš. Nikoli ne veš, Sploh, če še nista bila v tej situaciji, Točno tako, In zato jaz vedno rečem, preden razmišljamo o kakršnikoli zadolžitvi, vedno dajmo tisto obrok, za katerega mi menimo, da je to ta obrok, ki si ga lahko privoščimo, najmanj pol leta ga dajemo na stran. In ko enkrat to dajemo na stran, bomo dobili vsaj približen občutek, kaj se bo dogajalo. Idealno je, če se tega lotimo celo v nekem obdobju, ki ni najboljši. Idealno je, če celo izkusimo, kaj pomeni, da v tem obdobju nekdo zboli. Ali pa da pride do upada prihodkov. Ker to v naslednjih 20-30 letih se gotovo zgodi. Zagotovo, ne mogoče, da se ne bi. In potem imamo na drugi strani ljudi, ki rečejo, pa se mi že danes plačujemo najemnino. Res je, ampak navadno, nimam tukaj konkretnih izračunov, ampak dejstvo je, da če bi mi si želeli, to si lahko gledalci sami naredijo, da enostavno, dajte pogledati, če danes plačujete najemnino, pogledajte, koliko je to stanovanje na trgu ovrednoteno. In jaz sem prepričana, da če bi ga želeli kupiti, bi bil obrok kredita bistveno višji kot je najemnina. Verjetno res je. In to se mi zdi, da nam manjka. Se pravi, manjka nam konkretne informacije, na podlagi katerih bi mi potem realno ocenili našo zmožnost. Zato vedno rečem, saj vem, da ne želimo ali pa si nekaj slabega, pa rečemo si, se meni pa to ne bo zgodilo. Ja, super, da tako razmišljamo. Ampak tisti, ki pa vidimo tudi te zgodbe, ki jih ni malo ravno, pa želimo na podlagi ravno teh primerov, nekako ozavestiti druge, glejte, tudi mi smo lahko del tega jutri. In dajmo se mogoče na napakah drugih nekaj naučiti. In zato vsakomur vedno predlagamo, da se tega treba lotiti zelo sistematično, načrtovano. Zato mi v ekipi kot svetovalci dejansko izdelujemo te načrte financiranja s tem namenom, da ti nekdo točno pove, kakšna zadolžitev je na tvoj primer konkretno varna, kakšna doba, kakšen kredit, kako se zaščitiš v primeru tistih najhujših scenarijev, ali gre sploh ta tvoja zgodba, ki si se jo zamislil, pač skozi. In ni nič narobe, če dobiš neko povratno informacijo, Ana, ta trenutek ne gre skozi. Bo šla pa skozi, takrat, ob tem pa tem koraku, recimo. No in to se mi zdi, da tega manjka. Pa v bistvu ta vprašanja, ko si jih zdaj omenila, v bistvu res tista,
s katerimi se spopadaš, po mojem, no, ko prvič razmišljaš? Največkrat in tudi zelo, če je kakšno vprašanje, ki ga pa res tako zelo nerada slišim, se malo pohecam, je pa, a mi lahko vi poveste, koliko kredita maksimalno lahko dobim? To je napačno vprašanje. To, ker se moramo mi vedno lotiti kontra finančne slike in najprej pogledati ves naš standard, kakšen je, kakšen želimo, da ostane, in na koncu dobimo informacijo, koliko si mi v resnici privoščimo. Velika analiza je potrebna. Zato smo takrat v prvi oddaji govorili o tem, pa si marsikdo mislil, pa kdo bo to delal, pa zakaj bi to delal. No, mogoče en večjih razlogov, zakaj to res nujno potrebno. In meni tudi ljudje dostikrat rečejo, pa sej mi bo šli še prihodki gor, pa sej bova še nekaj podedovala in tako naprej. To je super, da vemo, da te možnosti obstajajo. Sploh, ker gre recimo za 20 let, ne? Ja, ampak vseeno, jaz rečem, dajte se vi delati, da do tega ne bo prišlo, ko bo pa prišlo, boste pa vi rekli, zdaj bom pa jaz predčasno poplačal kredita. To ni nič napačnega, ker če sem čisto iskrena, v 22 letih moje kariere zdaj v tem svetu, ne vem, če bi sta bila 2 primera, da sta res prišla pa rekla, zdaj bi pa predčasno poplačala. Tudi kdorkoli je rekel, bomo zdaj vzeli na 20 let, 25 ali pa 30, sej bomo predčasno poplačali, tega ne naredijo. Res ne. Prej se kaj vmes zalomi in reče, rabimo še nekaj dodatno. No, pa ko smo glih na tem, da se lahko kaj zalomi, koliko pa recimo nekoga vprašaš, če bi bil tvoj porok? Pa mogoče najprej sploh, kaj porok je? Zelo pomembno, pa zelo dobro vprašanje. Se pravi, osebno poroštvo je nekaj, kar se tudi tako, bom rekla, ne tako redko, izkaže kot lahko zelo nevarno. Največkrat kot poroki pristopajo starši, to je po mojih izkušnjah, pa tudi kakšni prijatelji in tako naprej. In osebno poroštvo je, bom rekla, pomeni, da prevzamemo nek del potencialnega bremena, če se tako izrazim. Se pravi, da garantiramo, da vkolikor živa ne bom mogla odplačevati kredita, da ga lahko odplačujem jaz. In nažalost ni bilo tako malo primerov v praksi, kjer seveda se zgodi nekomu marsikaj, pa ni dolžen, ne kriv in tako naprej. In enostavno pade to breme na drugega. In ta drugi seveda tega ne pričakuje. Ali je pa ta obveznost precej visoka in ga začne dušiti. Pa je obvezno, da vedno določiš poroka? Ne, sploh ne. Zato jaz sama vedno govorim naslednje. Ko stopamo v nek najem dolgoročnih posojil, dajmo vstopati na način, da obremenjujemo čim manj ljudi. Se pravi, če govorimo o partnerstvu, takrat je nekako nevada, da vstopita oba v to razmerje. Pri čemer moram povedati, da ni potrebno. Se pravi, na to smo zelo, se mi zdi, da premalkrat na to mislimo. Se pravi, če 2 kupujeva stanovanje, mora biti oba udeležena v kreditu. Bodi si en kot kreditojemalec, drugi kot nek solidarni porok, ali oba kreditojemalca in tako naprej. Ampak jaz to opozarjam, da temu ni tako, da ne bodo na to pozorni, ljudje. Ker enostavno, dajte, če je boniteta dobra, če je kreditna sposobnost dobra, ne opletajte drugih ljudi. Sicer so neke spremembe, pa so banke zdaj rekle, če si pa ti samo osebni porok, pa mi to ne bomo gledali, če bi pa nekdo rabil čez čas spet nek kredit, ampak temu ni čisto v praksi. Tako da, če ni potrebno to, da sem jaz nek osebni porok, naj to ne bom. In zdaj vprašanje, kako nekomu reči. Zdi se kar velika odgovornost. Ja, zelo velika odgovornost je. In se mi zdi ta pritisk še posebej velik, če imamo tukaj poleg starše. Ampak dajmo se vprašati, dajmo izhajati iz tega načrtovanja. Sama konkretno bi seveda naprej realno razmislila o tem, kakšne so zmožnosti. In potem bi se tudi iskreno vprašala, zakaj nekdo od mene zahteva osebno poroštvo. To se mi zdi zelo pomembno. Jaz vedno rečem, banke pogosto
nek ne rečejo z razlogom. Pa čeprav ga ne želimo slišati. In to osebno poroštvo, sama vem zelo dobro, kdaj ga ne zahtevajo in tako naprej. In bi jaz kot prvo res razmislila o tem, a grem v ta posel, ne grem, če sem iskrena. Ker se mi zdi ta breme tako veliko že po defaultu, in zdaj prevzeti to odgovornost, da ok, se te ne bom obremenil, bom naredil vse, kar je v moji moči, ni tako majhna. Če pa že, če pa rečem, ok, nikako ne moram priti do nepremičnine, moram nekoga tukaj notri nekako vplesti, potem pa naredimo ta plan skupaj. Pa bodimo odkriti do te osebe. Kaj to pomeni? Pokažemo, kakšna je naša finančna slika, povejmo, zakaj je to nujno potrebno, in da je to pač edini način, do katerega mi lahko pridemo recimo do neke osamosvojitve. Tako da tukaj je treba biti predvsem iskren, pa pokazati, pa da to vse jaz rečem na mizo. Kakšne so pa mogoče pasti kreditov? Pasti je ogromno. Kaj pade prvo na misel? Če začnem pri gotovinskih, pa se niso tako pogosti, ampak gotovinski recimo, predvsem kako dragi so s temi zavarovanji. Tukaj bi dala eno pojasnilo, ker se mi zdi, da ljudje ne vemo, da kredite v osnovi zavarujemo nekje na 2 najpogostejša načina, če tako rečemo. Prvi je ta, da gre za hipoteko, to je tak najbolj znan, ki se ga večina ljudi zelo boji. Drugi je pa s plačilom zavarovalne premije. Kaj pa zdaj to pomeni? To ne pomeni, da smo mi zaščiteni, če se nam kaj zgodi, da je to življenjsko zavarovanje. Tukaj nima življenjsko zavarovanje popolnoma nobene veze, ampak gre za plačilo premije, ki jo plačamo za to, da v primeru našega neodplačevanja banka odstopi to terjatev v zavarovalnici in potem oni nas terjajo. Okay. In to govorim zato, pa poudarjam, ker, ko smo prej govorili o poroštvih, ne malokrat zahtevajo banke mogoče zastavo dodatne nepremičnine, iz tega naslova neko poroštvo, in potem rečejo, to pa ne, ker je hipoteka. Ampak jaz vedno rečem, da je pogostokrat veliko slabše pristopiti kot osebni porok, recimo, in ta kredit zavarovati pri zavarovalnici, ker zavarovalnica se ne pogovarja s tabo na način, kot se banka pogovarja, ko ti prideš do tja, poveš situacijo, prosiš za moratorij ali karkoli drugega, ampak zavarovalnica samo dobi seznam, ki ga terja, potrka na vrata, da izvržbo, nenazadnje lahko tudi zahteva prodajo nepremičnine. Tako da to se mi zdi, da ljudje ne vedo in tega ne ločijo. In te premije niso tako poceni. Če govorimo o potrošniških kreditih, zakaj na njih najhitreje pomislim, ker gre tukaj lahko zelo veliko denarja ven. Kjer lahko, za 20.000 evrov kredita, mimogrede 1.000 evrov plačamo te premije. Pa čeprav mi kredit redno odplačujemo in ga dokončno odplačamo. In tega ljudje ne vedo, niso seznanjeni, ker samo gledajo, koliko kredita bom najel, koga bom ven dobil. In si ne znajo tega preračunati. Potem pasti je ogromno, naprej, če nadaljujeva. Past je gotovo ta, kakšen kredit vzeti, fiksna obrestna mera, variabilna obrestna mera, kombinirana obrestna mera. Tukaj moramo zelo dobro poznati prednosti ene, če tako rečem, prednosti druge, ampak če sem iskrena, v današnjem času vemo vsi, da so fiksne obrestne mere še vedno, kljub temu, da se že čuti povišanje na zgodovinskih nizkih ravneh. Ni zdaj nekaj tukaj znanstvene fantastike, kaj izbirati, se pravi ne tvegati kljub navidezno dobrim ponudbam, dajmo se zagarantirati neke obrestne mere. Potem, če gledam, kaj je še past, kaj vse moramo še poleg kredita skleniti. Tukaj tudi ljudje ne znamo preračunati, kaj pomeni ponudba ene banke, druge banke, tretje banke.
Navajeni smo, da pogledamo, kaj pomeni EOM oziroma kakšna je, to je efektivna obrestna mera, se pravi, kaj je to skupaj s stroški odobritve, morebitne zavarovalne premije in tako naprej. Ampak to ni vse. Skladno z zakonom banke sicer ne smejo pogojevati ničesar, pa vendar iz prakse lahko povem, da temu ni tako, da one sicer navidezno ne pogojujejo, ti pa med vrsticam dajo vedeti, da vkolikor boš podpisal bodi si paket vodenja računa zlati, bodi si varčevanje točno tam in tam v takšnem znesku, da boš zavaroval vse v primeru, rečemo, nezgodne smrti, po možnosti z enkratnim plačilom premije itd. itd. In to vse, če tega ne poznaš, lahko povem, da je tista obrestna mera na koncu najmanj, ki jo primerjaš, ampak je vse drugo bistveno več. Ker vsi te dodatki, ki mimogrede nekateri so zelo pomembni, če govorimo o neki zaščiti in tako naprej, to vse moramo za to poskrbeti ustrezno, ampak na koncu lahko bistveno več stanejo in pomenijo celo, 0,5% višjo obrestno mero, kot pa če tega nimamo. To se pa verjetno že pozna. To se pa zelo pozna in to, če gremo potem delati preračune na 20-30 let, pa če so te krediti visoki, govorimo hitro o več 10.000 evrih. Tako malo za občutek. Za občutek, ja. Ker nimamo te predstave. In zato se mi zdi, da, kot rečeno, ljudje smo zelo nagnjeni k temu, sej to pa vse sam znam, to pa jaz vse vem, super fajn, ampak če res veste, če se dnevno mi, ali pa vsaj letno s tem ne ukvarjamo, tudi ko enkrat mi kreditno pogodbo podpišemo, to še ne pomeni, da to tako ostaja, moramo pač se s tem, vsaj na toliko časa malce ukvarjati pa pogledati, ali so kakšne spremembe. In mogoče ena še večjih pasti, sploh v zadnjem času, ki se pojavlja, je pa gotovo pri gradnji nepremičnine. Tukaj bi pa res tako apelirala na vse, da če so kje največkrat zalomi se tukaj. Zakaj? Kot prvo je naša konstrukcija ponavadi, mi mislimo, da je jasna, pa rečemo, ok, 200.000 potrebujemo, da bomo postavili hišo. In res po defaultu je tako odstopanje na koncu vedno 30%. To že pač takoj povem. In seveda, ko ti enkrat greš na ta maksimum, pa prideš do teh 200.000 evrih, in seveda ugotoviš, da ti zmanjka, 60.000 evrov, začneš praskati in greš še v dodatna posojila. In ta dodatna posojila so dodatno breme, ki si ga ti ne moreš privoščiti. In ne samo to, nepremičnina navadno še ni dokončana, kljub temu ne. V zdajšnjih časih, ko vemo, kako so se podražile surovine določene, kako so se stroški gradnje povečale. Bom dala en primer, je pač bil primer strank, ki so želeli zgraditi hišo, sicer višjega cenovnega razreda, je gradnja se povišala za 500.000 evrov na koncu, iz 700 na 1.200.000. In kaj se v takem primeru zgodi, če bi ti to nepremičnino dokončal za ta denar in pristal na to igro, če tako rečemo. Nepremičnina tudi približno ne bi bila vredna toliko, ko bi bila narejena. Poleg tega, da vemo, kaj lahko sledi, kakšen padec nepremičnin in tako naprej. Zdaj si predstavljamo, da imamo mi te obveznosti že visoke, jih še povečamo in potem ta padec nepremičnin doživimo. Tako da zato res apeliram, da to gradnjo nepremičnine moramo pa se pravi imeti še toliko bolj razdelane vse detajle in tudi te, bom rekla, bolj ugovore, zelo dobro poznam, sej bomo sami to naredili, to mi bodo, starši pomagali, prijatelji, pa tega je res veliko. Tega je res veliko, ampak to je pa še bolj nevaren. Ker takrat pa kaj, v takem primeru mi rabimo gotovino, to mi vse vemo, kako delamo, in takrat gre to še bolj hitro od nas in še težje nadzorujemo, ali bo stvar dokončana ali ne. Tako da zato apeliram, da res tukaj enostavno pač ni heca, ker ni nekih hudih popravnih izpitov. Torej, vse te pasti, ki si jih naštela, misliš, da te ljudi pripravijo do tega, da rečejo, da pa nikoli več ne bi vzeli kredita? Definitivno bi rekla, da
izkušnja, ne, kot je imeti neko višje breme, je ena izmed težjih v smislu, da si non-stop pod pritiskom, joj, ne smem zboleti, joj, a ne, ker ti vsaka malica, prevoz, ki ga dobiš izplačan, veliko pomeni. In ja, v takih primerih, ali pa še posebej, če doživiš, kaj pomeni opomin, 2, 3, kakšna odpoved, celo kreditne pogodbe, da to so izkušnje, ki rečeš, ne, res tega si ne želim. Ne. Tako da, kolikor vem, da je težka situacija v Sloveniji, kolikor težko pridemo do recimo nepremičnin in tako naprej, morda v neko tolažbo, ne tako malo, da to je odgovornost, breme in da ne vem, ali si res želimo, ne, potem tako zdaj v teh situacijah res maksimalno zadolžiti, pa potem ne živeti življenja. No? Ker pogosto pride potem do tega, ne, ko se pogovarjam s tistimi, ki mi je stvar jasna, zelo lepo rečejo, ne, jaz se nisem pripravljen odpovedati dopustu. Ne? Ker to je tisto prvo, kar moraš potem črtati seznama, če se pravzaprav tako zelo nehote prezadolžiš, ne? Ker hitro prideš v tako situacijo. Ja, meni se tudi zdi, da najprej odčrtaš dopust. Ja, ne, tako da se mi zdi, da toliko, ne, to življenje, ki je samo eno samo, ne, če si predstavljamo, da tista najlepša leta, da bi mogli životariti, jaz si ne predstavljam, no, iskreno. Tako. In tudi ne privoščim tazga življenja nikomor, ne. Kaj pa bi za konec predlagala nekomu, ki ustvarja nekaj za svojo prihodnost, ampak ga čaka res finančni zalogaj? Prvo, kar bi dejansko predlagala, je to, da ne smeh nikoli nekaj miniti v smislu, ali pa da ta želja mora ostati. Da ta neka prihodnost, ki jo vidimo, mora ostati. Cilje si moramo pisati. Da nihče na svetu nam tega ne more odvzeti ali pa reči, ne, ti pa tega ne boš dosegel ali pa ne smeš. Ampak vprašanje je samo, kdaj pa na kakšen način. In da je res vse dosegljivo, da tudi jaz verjamem v to, samo da je treba si narediti prave korake, realne korake, da bomo do tega prišli. Ker najbolj nevaren, pa kar nas najbolj prizadene, se mi zdi to, ker včasih pretiravamo, pa damo neke nerealne cilje, ne, ki rečemo, joj, ne vem, bom začel tukaj, a ne, pa potem veš, da to ne gre ravno čez, ker potem tega ne dosežeš in te to ubije. Ubije tvojo samozavest, samopodobo in tako naprej. Ampak če si pa damo take realne cilje, ne, in jih potem sproti kljukamo, pa vidimo, ok, sem sposoben. Pa ne samo to, da ne gledati samo na trenutno sliko, ok, imam take prihodke, tak je moj domet. Dajmo pogledati, kakšne so moje zmožnosti, da tudi zaslužim več, da bom prej na tem cilju.